Poslušate Frankloskop, podcast, v katerem Peter Frankl, časnik Finance, iz izkušenih sogovornikov izvleče še več. Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v 11. epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in glavni urednik časnika Finance. Današnji gost je dr. Primož Dolenc, namestnik guvernerja Banke Slovenije. Ker guvernerja centralne banke že nekaj mesecev v Sloveniji nimamo, to priča o morda nekoliko manjši politični zrelosti Slovenije, je dr. Dolenc prvi človek Banke Slovenije. In zato je izziv zanj še večji, a svoji nalogi vsekakor je dorasel. Primož Dolenc je doktor ekonomije, profesor, je pa tudi praktik, ima veliko izkušenj tako iz podjetniškega kot tudi bančnega sektorja. Ni zgolj profesionalni centralni bančnik. Dr. Dolenc, dobrodošli. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Kako naj rečem, gospod namestnik guvernerja, gospod Dolenc, doktor Dolenc, guverner, kaj je zdaj vaš pravilni naziv? Uradni naziv je namestnik guvernerja. Včasih ljudje mešajo, enkrat je viceguverner, enkrat namestnik guvernerja. To se kar pogosto zgodi, da ljudje ne vemo, kdo je drugi človek. Ja, po slovenski zakonodaji imamo guvernerja in imamo 4 viceguvernerje. In guverner izbere izmed 4 viceguvernerjev enega, ki upravlja funkcijo namestnika guvernerja. In to sem trenutno jaz. Dobro. Gospod Dolenc, že nekaj let je od tega, ko vi ste kandidirali za guvernerja Banke Slovenije. To je, če se ne motim, bilo pred približno 7 leti, pa ste trčili ob eno čer. Politično. Tako je. Zakaj je funkcija guvernerja tako velik politični dogodek v Sloveniji, po vašem mnenju? Ne nazadnje je pomembno to, da je človek strokovnjak. V bistvu gre tudi za politično funkcijo, ampak dojemamo jo pri nas bolj tako kot tehnokratsko in strokovno. Jaz bi se kar strinjal z vami, da je funkcija guvernerja zelo strokovna funkcija. Banka Slovenije je zelo pomembna inštitucija v celotnem institucionalnem okolju vsake države in je zelo pomembno, da je guverner strokoven, da je neodvisen, da zna upravljati svoje delo in da pravilno vodi centralno banko. Koliko časa pa Slovenija nima guvernerja? Zdaj je to po mojem tu smo nekje pri 1 letu, je tako? Blizu 1 leta, z januarjem sem kot namestnik guvernerja prevzel vodenje Banke Slovenije in tudi sveta, kot da zdaj smo blizu 1 leta pri dobrih 10 mesecih. Je pa to precej nenavaden pojav v sistemu evropskih centralnih bank. Ni običajno, no. Države res v roku poskrbijo za imenovanje guvernerja oziroma potem tudi članov sveta Evropske centralne banke. Vi ste rekli, ni običajno, in to ste povedali kot klasičen konzervativni centralni bančnik. Dovolite, da tu nekaj povem. Po našem mnenju je to zelo neobičajno. Ali bi se strinjali s takšno oceno? Kot rečeno, gre za običajno države poskrbijo za to, da je predstavnik centralne banke v svetu Evropske centralne banke tisti, ki je dejansko sedeči guverner. Lahko se zgodi, da je neko krajše obdobje država brez predstavnika, daljše obdobje pa nekakor ni praksa. In krajše obdobje pomeni od 1 dneva do približno meseca dni. Potem pa je že čudno. To je pa vaša ocena. Glede na to, kolikor smo uspeli raziskati, je to ocena, ki je neka slika realnosti. No, z mojega stališča je pomembno, da centralna banka normalno teče, da vse naše naloge tečejo normalno, da izpolnjujemo naš mandat na vseh področjih, ki ga imamo, da tukaj ni nobenih zapletov. Vsi pa seveda želimo, da centralna banka čim prej dobi guvernerja in tako potem normalno deluje naprej. Je pa to politični problem v naši državi. Sicer imajo vse države politične probleme po vsej Evropi, vendar ima Slovenija na tem področju nekoliko večjega kot druge države. Vsaj zdi se mi tako. In to upravičeno. Kot rečeno, želimo si, da bi bil ta vozel čim prej razrešen. Mora biti tako
Pripričan sem, da bo tako, do takrat pa Banka Slovenije normalno opravlja svoj posel. Predsednica republike in predsednik vlade bi se morala prej ali slej zmeniti. Jaz vem, da mi tega ne boste komentirali, ampak lahko si mislim, da se nekako strinjate z mano. Ampak to je zgolj moja ocena. Hvala vam lepa, gospod Dolenc. Pejmo na eno področje, ki je zelo pomembno za najino publiko. To je javnofinančna slika Slovenije. Na prvi pogled je videti vse dokaj solidno. Imamo primanjkljaj proračunski, ki je nekako v okviru tako imenovanih maastrichtskih kriterijev. Vendar fiskalni svet je do nekaterih gibanj precej kritičen. Kako vi vidite trenutno javnofinančno sliko Slovenije? Vprašanje namreč je, ja, je v redu, sem če kriza nekoliko bolj hudo udari oziroma negotovost, se nam lahko BDP pomembno zmanjša in potem imamo probleme z primanjkljajem oziroma. Ja, mi v Banki Slovenije fiskalno situacijo seveda podrobno spremljamo predvsem z našega stališča, torej stališča denarne politike. Zdaj, težko komentiram konkretne številke, konkretne odločitve, pa vendarle bi se strinjal s tem, da je zelo pomembno, da ima vsaka država svojo fiskalno politiko takšno, ki omogoča tudi ukrepanje v malce bolj neugodnih situacijah v času kakšne krize in tako naprej. Skratka, po domače, da si pusti dovolj prostora za ukrepanje, če bilo to potrebno. Mi vemo, da v zadnjih nekaj letih smo imeli kar nekaj težkih preizkušenj za gospodarstvo, ne samo v Sloveniji, tudi širše, od pandemije dalje, in v teh časih je zelo pomembno, da ima tudi fiskalna politika, poleg vseh ostalih, dovolj prostora za ukrepanje, da lahko deluje proticiklično, da lahko v bistvu omogoči gospodarsko rast, če slučajno ta ni takšna, kot bi si jo želeli za privatni sektor. Tako da z tega stališča je to zelo pomembno, pa pomembna je fiskalna politika tudi v nekoliko daljšem srednjeročnem obdobju, stališča strukturnih izzivov, ki jih imamo v Sloveniji. Teh ni malo, teh se bo mogoče kasneje dotaknila. Tako da tukaj mora biti tudi fiskalna politika razvojno naravnana, takšna, ki podpira gospodarsko rast na daljši rok, ki spodbuja strukturne reforme, preobrazbo gospodarstva, ki je potrebna za to, da bomo imeli na dolgi rok doseženo nek normalen standard, ki si ga vsi želimo, pa približevanje povprečju Evropske unije ali še celo bolj razvitim državam. Je res to skratka, nekatere številke v začetku leta, po kasnejših analizah, so bile kar, ne bom rekel, razlog za kakšno veliko negotovost ali paniko, vendar gospodarska rast, ki je bila negativna v številki minus 0,6%, to je kar velik upad. Res, da je potem se gospodarska rast okrepila na 0,7%, vendar smo imeli v prvem polletju samo 0,1% gospodarsko rast. To je, kar lahko vzbudi nekaj vznemirjenja. Nedvomno lahko vzbudi nekaj vznemirjenja, kljub vsemu bi pa rekel to, da ob vseh turbulencah, ob vseh izzivih, ki smo jih imeli v Sloveniji in širše v zadnjih letih, še posebej pa letos, kljub vsemu imamo gospodarsko rast, ki je kumulativno zdaj že pozitivna. Nekoliko nas je presenetil podatek za prvi kvartal, ki pa je bil potem v drugem kvartalu, so bili podatki boljši, vse skupaj -6 plus 0,7, torej v prvi polovici smo pri pozitivni gospodarski rasti. Za tretje četrtletje se predvideva nekoliko upočasnjeno gospodarsko rast, glede na drugi kvartal, pa kljub vsemu še vedno pozitivno. Naše ocene kažejo približno 0,5% četrtletno za tretje četrtletje. Skratka, lahko bi rekel, ja, če ne bi bilo vseh teh
turbulenc, izzivov, ki smo jih spremljali v letošnjem letu zelo intenzivno, seveda govorimo o ukrepih ameriške administracije, bi bila gospodarska rast v letošnjem letu nedvomno višja. Vsa negotovost pa je pripeljala do tega, kjer smo, pa kljub vsemu ugotovimo, da je gospodarstvo vseeno odporno, robustno, imamo pozitivno gospodarsko rast in nekako pričakujemo dodatno okrevanje v naslednjih letih. Je pa še ta podatek o tem, kako so državni statistiki ugotovili, da neka nesorazmerja v izvozu in uvozu. Na podlagi tega bi lahko sklepali, na podlagi njihove revizije bi lahko sklepali, da gospodarska rast v prvem četrtletju ni bila tako zelo negativna, če je pravzaprav podatek o izvozu oziroma razlike med izvozom in uvozom pozitiven. Skratka, a smo v resnici bili nekoliko boljši, kot smo mislili? Težko rečem, trenutno razpolagamo samo z uradnimi podatki za to pristojne inštitucije. Lahko se zgodi kakšna revizija, to ne bi bilo prvič. Bomo pogledali, počakali na trenutek, ko bodo državni statistiki povedali, ali je podatek treba kakorkoli revidirati ali ne, pa se bi potem odzvali na to. Trenutno pa lahko rečem samo to, da nekoliko nas je presenetil podatek za prvi kvartal, če je res ali ne, bomo še videli, kot rečeno. Zna se zgoditi, oziroma preteklost je pokazala, da so bile že revizije na teh podatkih. Ali menite, da bi bila ocena, to je ocena tako malo iz rokava, ampak na hitro povedano, ali bi bili presenečeni, če bi ugotovili, da je podatek o gospodarski rasti namesto 0,6%, pravzaprav 0,3%. Bi vas to zelo presenetilo? Vsekakor bi bil to dober podatek. Kot rečeno pa počakajmo na uradne podatke in potem vidimo, kakšna je dejanska gospodarska rast. Slovensko gospodarstvo pravite, da je robustno in hitro se tudi spreminja in se transformira. Skratka, nekatera podjetja imajo odgovore na izzive tehnološke preobrazbe, imajo odgovore na izzive tegob na naših največjih izvoznih trgih, govorim predvsem o Nemčiji in Avstriji, ker je recesija že nekaj časa vidna in jo ljudje tudi čutijo. Pa vendar, obstajajo ocene, da bi slovenska gospodarska rast, če ne bi imeli razmeroma ekspanzivne fiskalne politike, bila precej nizka, še nižja. Ali si mi pravzaprav kupujemo gospodarsko rast s tem, da se več zadolžujemo, da ljudje več trošijo? Mislite posamezniki? Zdaj gre za to, da je gospodarska aktivnost sestavljena iz različnih komponent. Od aktivnosti podjetij, prebivalstva do tudi države, nezadnje neto izvoz. In seveda v zadnjih letih je gospodarsko rast v Sloveniji zelo poganjala potrošnja, zasebna potrošnja, ki je nekako poleg določenih drugih komponent nekako dvigovala gospodarsko aktivnost. Kar niti ni slabo. Vsi si želimo visoke gospodarske rasti, približevanje povprečju Evropske unije ali celo preseganje tega in tako naprej. Ne? Je pa na dolgi rok pomembno, da je gospodarska rast vzdržna, da je takšna, ki jo poganjajo investicije, inovacije, ki jo poganjajo potrebne spremembe v strukturi gospodarstva in tako naprej. In tukaj pa moram reči, da imajo ali pa so imela podjetja v zadnjih letih kar nekaj izzivov. Torej ta podjetniški del še danes čuti določene posledice teh raznoraznih tegob, kot ste jih omenili v zadnjih letih. Proizvodni sektor je recimo ima izzive, ima šibko poslovanje, izvozniki se ukvarjajo z vprašanjem, ali bo izvoz v Nemčijo še tako močan ali ne, ali se treba prilagoditi. Tako da to so neki od strukturnih izzivov, ki sem se jih že prej dotaknil, ki jih mora Slovenija nasloviti, da bo lahko dolgoročno zagotavljala stabilno gospodarsko rast. Ne more biti samo potrošnja tista, ki drži gospodarstvo navzgor, ampak je ena od pomembnih komponent, mora biti pa tudi vsi ostali podstati ekonomije takšni, da na dolgi rok zagotavlja gospodarsko rast. Slovenija je odprto gospodarstvo, more trgovati.
mora trgovati, mora proizvajati. Če sloni preveč na potrošnji, potem se ta balonček prej ali slej razpoči. Zato, ker če ni inovacij v podjetniškem sektorju, če ni investicij, je to slab omen za prihodnost. Se strinjam, inovacije so zelo pomembne. Mi lahko primerjamo slovenske razmere z razmerami v širšem območju, recimo v Evropski uniji, in lahko vidimo, da se je poslovni model slovenskega gospodarstva po svetovni gospodarski krizi v letu 2008 popolnoma spremenil. Do leta 2008 je povečevanje produktivnosti pri nas, oziroma gospodarsko rast znala predvsem povečevanje produktivnosti, medtem ko po svetovni gospodarski krizi pa je to gospodarsko rast gnala predvsem dodatno zaposlovanje. In zdaj, če se želimo vprašati, kako bi spodbudili gospodarsko rast, je odgovor točno v tem, kar ste omenili, v inovacijah, v prilagoditvi, v razmisleku o tem, kje so tisti trgi, na katere lahko podjetja vstopajo, glede na to, da smo malo odprto gospodarstvo, o novih tehnologijah je treba razmišljati, skratka o izzivih, ki jih lahko naslovimo z višjo produktivnostjo, z novimi idejami. In to je nekaj, kar se moramo vsi kot družba lotiti. Torej, če ti gospodarsko rast poganjaš s tem, da ljudem na podlagi povečevanja neke zadolženosti daš večje plače, in v mislih imam tudi javni sektor, če ne celo predvsem javni sektor, to na dolgi rok ne more biti vzdržni model za takšno odprto gospodarstvo, kot je Slovenija. Poglejte, če primerjamo rast plač v Sloveniji ali pa realno rast plač zasebnega sektorja v primerjavi z rastjo produktivnosti, od leta 2019 dalje je realna rast plač, mislim, da dobrih 13%, medtem ko je rast produktivnosti približno polovica od tega. Seveda, če plače rastejo hitreje kot raste produktivnost, se potem zmanjšuje konkurenčnost gospodarstva, konkurenčnost podjetij in tako naprej. In to na dolgi rok ni dobro. Plače naj bi na dolgi rok ali pa na srednji rok rastle v skladu s produktivnostjo. Zdaj seveda vprašanje, ali se želimo realno rast plač znižati na rast produktivnosti, ki jo imamo, ali obratno, dajmo raje še dvigati produktivnost podjetij in gospodarstva, da lahko hranimo visoko rast plač in visok standard. Seveda, povečevanje produktivnosti gospodarstva je v marsičem odvisno od same aktivnosti gospodarstva, logično. Zato so potrebne neke investicije, nek tehnološki razvoj, tukaj pa na podlagi nekaterih gibanj lahko ocenjujemo, da pravzaprav se ne dogaja kaj dosti. Govorimo o investicijah v gospodarstvo, ki jih izvajajo podjetja, in tukaj so bančni podatki oziroma tudi podatki, ki jih zbirate vi, so precej neoptimistični. Zakaj so slovenska podjetja po vašem mnenju razmeroma neaktivna, kar se tiče investicijskih dejavnosti? Ja, tukaj je razlogov ali pa vidikov več, pa bom poskušal... Negotovost, recimo? Naprimer, bom poskušal iti skozi te. Kot rečeno, nekje do leta 2008 so spremljali izjemen boom investicij, veliko vlaganja podjetij in tako naprej. Potem je prišla kriza in se je model poslovanja gospodarstva popolnoma spremenil. Prvič podjetja v tistem času določena so propadla, določena niso uspela dobiti ustreznega financiranja, ker so banke imele svoje težave in potem so se morale prilagoditi. O tem bom še kasneje govoril. Zdaj, če pa pogledamo delež investicij, ki ga slovenska podjetja namenjajo oziroma delež bruto domačega proizvoda, ki ga slovenska podjetja namenjajo za investicije, je pa nekoliko prenizek za to, da bi lahko sledili Evropi. Mi smo trenutno nekje na ravni 90% po bruto domačem proizvodu na prebivalstva po pariteti kupne moči. Če želimo doseči povprečje Evropske unije, pa ni nujno, da si želimo dosegati samo povprečje. Zakaj ne bi bili boljši? Potem je treba razmisliti o tem, kako to doseči. In odgovor so seveda
investicije, povečanje produktivnosti in tako naprej. Zakaj podjetja manj se investirajo? En dejavnik je nedvomno negotovost. V zadnjih letih je bilo negotovosti zelo veliko na različnih področjih, od COVID-a naprej, potem so bile težave z določenimi bančnimi skupinami, sicer izven Evrope, potem smo imeli poplave, letos imamo ameriško administracijo oziroma Trumpa. Tako je. Tako da negotovost je seveda stališča investicij podjetij zelo pomembna. Če se podjetje sprašuje, ali bo en proizvodni faktor, torej kapital, zamenjal za nekim drugim delom, a ne se bo vprašalo, kje je bolj fleksibilen. In trenutno imamo model takšen, da podjetje zaposlujejo tuje delavce, domačih tako ali tako ni. Tukaj gre za rast proizvodnje po načelu povečevanja delavcev, ki pa je relativno fleksibilno. Če imamo tuje delavce, jih lahko podjetja relativno hitro odpustijo. Če pa imamo na drugi strani velike investicije, večmilijonske, ki se financirajo z bančnimi posojili, z lastnim kapitalom in tako naprej, je pa potreben nek pogled vnaprej. 5 let, 10 let, 15 let. In v tem primeru mora biti podjetja prepričana, da bo ta investicija se povrnila, da bo profitabilna. In če pa je velika negotovost, potem to ni. In še druga zadeva je, gre za vprašanje inovativnosti. Običajno v vseh državah so tista podjetja, ki so najbolj inovativna, najbolj propulzivna in tako naprej, mala, hitro rastoča podjetja. In potem tukaj pridemo do vprašanja njihovega financiranja. Jaz mislim, da danes, oziroma prepričan sem, da danes za podjetja finančni vidik, na katerega ste tudi opozorili, ni problematičen. Tudi vse naše ankete kažejo, da podjetja niso omejila investicij zaradi pomankanja finančnih virov. So nezadolžena razmeroma. Tako, so nezadolžena, lahko dobijo financiranje tudi od mame, če so v lasti tujih, imajo lastne vire. Banke imajo veliko denarja. Ampak je ta problem prihodnosti, vprašanj, negotovosti naprej očitno prevelik. Manjša podjetja, tista, ki bi potencialno se lahko razvila, pa trčijo ob težave financiranja zato, ker banke niso takšne, da bi seveda zagotavljali na primer lastniški kapital podjetjem. Niso takšne po naravi, ki bi zagotavljali tvegan kapital in tako naprej. Tako da tukaj tudi v tem delu nekoliko ne samo Slovenija, celotna Evropa trenutno še zaostaja, tukaj nekaj načrti so. In morda bo to prineslo nek razvojni preboj za Evropo, za Slovenijo, v primerjavi z določenimi drugimi gospodarstvi. Ko govorimo o negotovosti, seveda so tu izjemno pomembni faktori, kot recimo nepredvidljivost administracije v ZDA, potem tehnološke spremembe pri svetu, hitrost prilagajanja Evropske unije, nasploh recesija v Nemčiji in v Avstriji, tudi druge sosede, drugi izvozni trgi, naši klasični niso tako zelo obetavni in logično, da podjetniki to negotovost občutijo in nanjo odgovorijo tudi tako, da ne investirajo preveč. Ampak to so vse, rekel bi, nekoliko eksterni podatki. Ali mislite, da k negotovosti v slovenskih podjetjih pripomore tudi recimo domača, recimo temu, erratična politika? Zdaj, kot je bilo rečeno, različni dejavniki vplivajo na negotovost. Negotovost je gospodarska, je tudi nekako politična lahko, tako da to je bolj vprašanje za podjetnike, kaj je tisto, kar jih zavira pri razmišljanju o investicijah, o inovacijah in tako naprej. Nedvomno pa lahko rečem, da to ne izvira iz problemov s financiranjem, ker denarja za investicije je dovolj. Ali bi mi oporekali v tezi, da domača politična erratičnost, če se tega termina posluživa, ne vpliva dobro na pripravljenost podjetij za investicije? Lahko rečem, da je ključna vloga vseh nosilcev ekonomskih politik ta, da zagotavlja stabilnost okolja, stabilnost v širšem smislu,
ker brez stabilnosti podjetja ne more poslovati. Tako da je treba zagotoviti tako stabilnost inflacije, kot stabilnost finančnega sistema, pa tudi vsi ostali podstati ekonomije morajo biti takšni, ki zagotavljajo to, da se podjetja počutijo varna, da vedo, da bo neko daljše obdobje predvidljivega poslovanja in potem se lahko odločajo za večje projekte. Manjša svojeglavost politike in večja predvidljivost domače politike, ta bi bila dobrodošla, mar ne? Vsekakor je vsaka negotovost problematična stališča podjetniškega sektorja. Poglejte, dotaknila sva se vprašanja inovativnosti slovenskih podjetij. In dotaknila se še drugega vprašanja, nasledstva v tistih podjetjih, ki so v Sloveniji doživela nekakšen preboj tehnološki. In tukaj so nekateri ustanovitelji svoje deleže tudi prodali. Predvsem skladom, pa tudi tujim podjetjem. Domačih nakupov ni bilo zelo veliko. In potem, kar mene zelo preseneča, je recimo, da so veliki tehnološki velikani Slovenije, ne morem reči ravno velikani, ampak pomembni tehnološki podjetniki to, kar so prijeli ta denar, naložili v nepremičnine. Ali je to po vašem mnenju ambiciozno? Namesto da bi šli v drugo dejavnost, da bi bili serijski podjetniki, še izboljšali nekatere nove tehnologijo, kupaš zemljo, pa postaviš blok. Ja, to je nekako kar razširjen poslovni model v Sloveniji. Vsekakor bi si želeli vsi, da bi uspešni podjetniki, tisti, ki imajo poslovne ideje, ki lahko zgradijo podjetje iz nekega majhnega garažnega podjetja v neko multinacionalko, da bi imeli čim več takšnih podjetnikov ali uspešnih ljudi, zato ker to vsem dviguje standard, vsem nam pripomore k gospodarski rasti in zaposlenosti in tako naprej. Težko je seveda polagati na srce, kaj naj posameznik počne s svojim... In podjetniki naj bi to sami najbolje vedeli? Podjetniki naj bi to sami najbolje vedeli, ampak kot rečeno, v vseh gospodarstvih in tudi Sloveniji je tako, da na dolgi rok so najbolj propulzivni del gospodarstva mlada, razvijajoča se podjetja, ki imajo ideje, ki so inovativna in imajo visoko dodano vrednost. In to je tisto, s čimer se moramo zavezati, oziroma s čimer moramo strmeti, če želimo imeti visok standard in visoko gospodarsko rast. Kako si centralni bančnik, ki ima izkušnje v realnem sektorju, finančnem sektorju in ki je doktor ekonomije, razlaga fetiš opeke? Lahko to razložim nekoliko širše. V Sloveniji imamo specifičen model varčevanja. Posamezniki imajo praktično dve možnosti, kam vložijo svoje prihranke. Po eni strani grejo ti prihranki v bančni sistem. Tam vemo, da imamo skoraj 28 milijard prihrankov samo od gospodinjstev. Kar pa ni tako zelo veliko, če to deliš z 2 milijonoma. Odvisno je tudi od tega, če primerjamo to glede na bruto domači proizvod in glede na bančno bilanco. Je pa relativno veliko. In to ni slabo. Po drugi strani je pa problem alternativ in to je tisto, kjer Sloveniji pešamo. V Sloveniji je alternativa bančnemu varčevanju praktično percepcija ljudi, da je alternativa bančnemu varčevanju predvsem vlaganje v nepremičnine in potem neko plemenitenje premoženja v tem delu. Imamo pa relativno malo varčevanja v drugih oblikah. Naprimer, zelo majhna je po obsegu trgovanja slovenska borza, zelo malo imamo novih podjetij, ki bi šle po denar na borzo, na druge oblike financiranja. Zelo malo je, naprimer, drugega, tretjega stebra, ki bi nekako prinesel blagostanje
posameznikom v času. Govorite o pokojnine, ne? O pokojninskem stebru, seveda. Tako da ne bi rekel, da je nalaganje premoženja v nepremičnine slabo, je pa treba razmisliti o tem, kako bi lahko posameznikom omogočili še druge alternativne oblike investiranja, tako kot so značilni v nekaterih drugih bolj razvitih državah, ampak to je nekako značilnost tega dela Evrope, kjer je vse skupaj zelo bančno orientirano. S tem se z vami povsem strinjamo, to ni vprašanje, vendar je pri meni zanimivo to, da tisti ljudje, ki bi morali biti, ki naj bi bili finančno zelo pismeni, še vedno prisegajo na opeko in to so resni podjetniki. Ne? To je meni fascinantno. Ja, po eni strani pa je logično, ne? Je logično, glede na to, da so obrestne mere v bančnem sistemu nizke, kar je seveda posledica različnih dejavnikov. Medtem ko se je izkazalo v zadnjih letih, da so pa nepremičnine očitno bolj donosne, saj glede na cene, ki jih spremljamo. Pa še nekaj je, ne? Človek se muči, tehnologijo dela, proda, zasluži denar, je stresno, potem dobiš nekaj denarja, če prodaš, kupiš nepremičnino, donos je, reciva temu, tako rekoč zagarantiran. Skratka, lepše je, ne rabiš se več tako naprezati, udobno je. No, značilnost vsakega investiranja je razmerje med donosnostjo in tveganjem. Zgodovinsko gledano v Sloveniji so cene nepremičnin stalno naraščale, ampak to zgodovina nam ne zagotavlja, da bo temu tudi v prihodnje. Tako da vsak posameznik, ko razmišlja o investicijskih odločitvah, se mora soočiti z tveganji ali pa potencialnimi izzivi, kaj bo za njihovo naložbo. Se mora dobro pozanimati in potem odločiti. Eni so bolj konzervativni, drugi manj. Je pa ta raven finančne pismenosti v Sloveniji v zadnjih nekaj letih vendar napredovala. Ne moramo reči, da imamo cvetočo borzo po prometu, vendar po donosih je ena najbolj cvetočih borz sveta, če ne celo najbolj cvetoča. Skratka, nekaj se dogaja, ljudje vlagajo več tudi v različne finančne oblike. Skratka, nekaj se na tem področju dogaja. Če mislite, da se nekaj dogaja na področju finančne pismenosti, vam lahko potrdim, tudi mi se zelo trudimo za to. Seveda morajo posamezniki, ko se odločajo o tem, kako poslujejo, s kom poslujejo, na kakšen način plačujejo, kam vlagajo svoj denar, je ključna stvar to, da so finančno pismeni, da sprejemajo informirane odločitve, da vedo, kakšna so tveganja, katerim so izpostavljeni, da vedo, kaj pomeni plačevanje z kartico, kaj pomeni plačevanje z gotovino, kaj pomeni, če dajo denar na borzo in tako naprej. To je ključno. In tukaj se na Banki Slovenije v zadnjih letih zelo trudimo za to, da izobrazimo tudi mlade, tudi otroke in potem starejše generacije, da se spoznajo na potencialne opcije, da poznajo finančne produkte in na ta način prispevamo tudi k finančni stabilnosti. Ker neizobražen posameznik lahko sam sebi in tudi širšemu okolju naredi precej težav. Seveda je tukaj se samo po sebi postavlja vprašanje. Različne oblike investiranja, borze grejo povsod gor. Predvsem jih žene tudi umetna inteligenca in veliko se govori danes o balonih. Kakšno je stališče centralnega bančnika do današnjih tako imenovanih balonov oziroma do domnevnih balonov? Ali vas je kaj strah? Zdaj jaz težko kot centralni bankir komentiram, ali imamo na borznih trgih balone, zato so zadolžene druge inštitucije, institucionalni investitorji, analitiki in tako naprej. Za nas je pomembno to, čemer so se že pogovarjali veliko, da imamo finančno stabilnost. In kjer lahko mi kot centralni bankiri to zagotavljamo, to zagotovimo. Ker se pa tiče širšega dela, širšega finančnega sektorja, si pa želimo samo to, da se posamezniki pri svojih odločitvah
dobro informirani, da vedo, kam vlagajo svoj denar, da se zavedajo tveganj različnih investicijskih produktov, med drugim nakupov neposrednih delnic na trgu, morda tudi kriptosredstev in tako naprej, da se tega zavedajo, da so previdni, da sprejemajo informirane odločitve, ne pa da potem na koncu, ko morda izgubijo denar zaradi nepremišljene odločitve, sprašujejo, kaj so naredili narobe. V času investicijske odločitve je treba stvari preveriti in se potem odločiti glede na to, kakšna tveganja so pripravljeni prevzemati. Ali vaše strokovne službe, tudi vi osebno, vaši analitiki posvečajo kaj več pozornosti naraščajočim gibanjem na borzah in tudi na drugih trgih, kot so to prej delali? Ali je ta problematika potrebna večje pozornosti vaše institucije? Zdaj mi v osnovi naš mandat se ne nanaša na opazovanje borznih trgov, seveda pa to spremljamo v okviru našega osnovnega mandata zagotavljanja ustrezne inflacije, finančne stabilnosti in tako naprej. V Sloveniji za kapitalski trg zadolžena Agencija za trg vrednostnih papirjev. To vemo. Tako da se v bistvu s tem delamo, ukvarjamo. To tudi proučujemo v manjšem obsegu. Imamo tudi del poročila o finančni stabilnosti namenjeno borznemu trgu, slovenskemu ne širše. Tako da vse skupaj opazujemo v smislu našega mandata, pa tudi tega, da nekako zaveščamo javnost, pa spet se vrnemo na finančno pismenjevanje, da se zavedajo potencialnih tveganj. Res je, da je trenutno stanje na borznih trgih, pravzaprav vse posod po svetu, samo ali pa večinoma zeleno. Ampak je pa to hecno, priznajte, da imamo negotovost povsod, borze pa tako veselo rastejo. Ja, ampak to ni nič nenavadnega, to je zgodovinsko. Je pa zanimivo. Zanimivo pa nedvomno je. Finančni trgi so zelo zanimivi, ampak časovno gledano pa imamo rasti in padce in tega se morajo investitorji zavedati. Nikakor ni tako, da lahko pričakujemo samo rast, ker so tudi slabše obdobja. Poslušate Frankloskop. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod. V minulem letu, torej lansko leto, pisalo se je leto 2024, je bila razlika med tako imenovanimi pasivnimi in aktivnimi obrestnimi merami v bankah zelo velika. Danes je nekoliko nižja, obrestne mere so vendarle padle. Ali menite, da bi bilo primerno za vsakega bančnika, da si kupi sliko Christine Lagarde in jo obesi v svojo pisarno s podpisom Hvala, Christine? Nedvomno je dejstvo to, da je v zadnjih 2 letih bančni sektor posloval izjemno dobro. Bančni sektor je imel rekordne dobičke in to je tudi posledica denarne politike. Denarna politika seveda takšna, kot je, z razlogom. Imeli smo pravzaprav dvomestno inflacijo, zato je bilo treba dvigovati obrestne mere, zaostrovati, da se je inflacija potem približala našemu cilju, kjer praktično zdaj smo. Smo jo premagali? Na ravni Evropske unije oziroma Evropske monetarne unije nedvomno, tam smo pri 2% plus minus nekaj, torej smo blizu našega cilja oziroma smo že na cilju. V Sloveniji imamo še nekaj izzivov, pri nas je inflacija zdaj približno 3%, vemo iz kje izvira. Kje? Iz 2 glavnih dejavnikov, eno so cene energije, drugo so cene hrane. Hrana je recimo zrasla za več kot 6%, pa je to že nizko v primerjavi s tem, kar smo imeli poleti. Ampak sem precej prepričan, da se bo ta dihotomija med slovensko in evropsko inflacijo v naslednjih 2 do 3 letih izničila in da bomo tudi v Sloveniji dosegli ta inflacijski cilj. Zdaj pa, če se vrnemo nazaj na bančno poslovanje, kot rečeno, je zelo ugodno. Stališča finančnega sistema, dobro poslovanje bank in visoki dobički niso slabi. Zakaj? Zato, ker dobički sploh niso slabi. Ne, ker so jih lastniki tudi v veliki meri pustili v bančnem sistemu, to omogoča večjo kapitalizacijo, omogoča tudi kreditiranje.
Je pa res specifičen problem v Sloveniji takšen, da imamo po eni strani veliko varčevanja. To varčevanje ima to specifiko, da so posamezniki zelo nenaklonjeni tveganju tudi v smislu bančnega depozita, nalagajo zelo kratkoročno. Vemo, da imamo 70%, če ne celo več, vseh depozitov vpoglednih, in to je nekaj, kar je posameznikova izbira, seveda tudi bančna glede na ponudbo. In v času, ko so obrestne mere, ko je splošna raven obrestnih mer naraščala, so banke seveda to naraščajočo obrestno mero zelo hitro, tudi predvsem v Sloveniji, prevalile na aktivno stran, torej med posojila, nekje pasivno, glede na to, da je šel Euribor gor, nekje pa aktivno z višjimi obrestnimi merami za nova posojila. Na pasivni strani se pa to ni zgodilo. Skratka, pri nas ni bilo ne pritiska varčevalcev, ne, bi rekel, same iniciativne želje bankirjev, da dvignejo obrestne mere, oziroma da prilagodijo ponudbo tako, da bo privlačna za nekoliko daljše varčevanje. Iz tega potem izhaja ta razlika in zelo dober rezultat. Ste pa na nek način centralni bančniki omogočili raj na zemlji bančnikom. Skratka, varčevalcem dati malo, kupiti papirje državne oziroma centralne banke, lepo sedeti in samo gledati, kako kaplja v mošnjo. Jaz temu ne bi rekel, da smo centralni bankirji to omogočili. Naš mandat je jasen, to je zagotavljanje inflacije, in zato, da smo lahko relativno hitro in brez učinkov na gospodarsko rast, ker tudi to je pomembno, dosegli tako drastično in hitro znižanje inflacije iz praktično dvomesečnih številk na naš cilj, je uspeh. Ampak seveda zato smo morali imeti obdobje hitrih in močnih dvigov obrestnih mer. Posledično se to odrazi tudi na bančnem sistemu. Ampak bančni sistem je konkurenčen, še posebej v Sloveniji, in gre za vprašanje ponudbe in povpraševanja. Banke ponujajo depozitom obrestne mere, kakršne so. Varčevalci po drugi strani imajo možnost proste izbire, ali se prilagodijo bančni ponudbi ali pa iščejo druge alternativne oblike investiranja. Da vas tako vprašam, spoštovani gospod Dolenc. Imaš človeka, ki je pred recimo 2 letoma vzel posojilo, ali pa 3 leti. Obrestna mera je bila razmeroma visoka. No in potem pa so se te obrestne mere vsled zniževanja inflacije nekoliko znižale. In zdaj mnogo ljudi je razmišljalo o tem, ali bi svoja posojila, kot se temu reče, refinancirali. Vzeli bolj ugodno posojilo in vrnili ta staro posojilo banki. Preprosto se izražam nalašč. Ali je ta vlak zdaj že odpeljal? Ali se še vedno splača refinancirati posojilo, je ta vlak odpeljal? In to vas sprašujem kot človeka, ki skrbi tudi za finančno pismenost ljudi. Zdaj tako, v Sloveniji se v zadnjih nekaj letih se je zgodil fenomen, da so posamezniki, govorimo o gospodinjstvih, jemali posojila, dolgoročna posojila za zelo dolgo obdobje, stanovanjska posojila s fiksno obrestno mero. To ni slabo, ker s tem se zmanjša vsaj negotovost za posojilojemalce. Torej, ob najemu posojila posamezniki točno vedo, kakšna bo amortizacija tega posojila, kakšne bodo obveznosti. To ni slabo, sve se to določena tveganja prenašajo na banke. Posamezniki pa imajo seveda vsakič možnost, kot rečeno, refinancirati posojilo, vkolikor ugotovijo, da bi novo posojilo bilo omogočeno po boljših obrestnih merah. Zdaj, vem pa, kam cilja vaše vprašanje na to, ali smo z obrestnimi merami na dnu, ali se morda pričakuje obrat. Jaz bom tako povedal, glede na to, da smo v evroobmočju dosegli inflacijo pri našem cilju, da naše analize kažejo, da je inflacija pri našem srednjeročnem cilju
kar nekaj časa, vsaj nekje 2-3 leta, sem prepričan, da je trenutna obrestna mera Evropske centralne banke primerna za to, da po eni strani dodatno ne spodbujamo inflacije, po drugi strani ne zaviramo gospodarstva. Kar pomeni, da smo nekje na neki normalni obrestni meri, oziroma neutralni obrestni meri, lahko rečemo. Ste na cilju? Smo na cilju, seveda smo na cilju. Na cilju smo stališča našega mandata, da je inflacija tam, kjer si želimo, da je. No in če se potem vrnemo na posojilojemalce, če so posojilojemalci jemali posojila pred nekaj leti, ko so bile obrestne mere precej višje, najbrž zdaj imajo priložnost narediti kakšen obisk pri banki, povprašati, kakšne so zadnje ponudbe in se potem že spet informirano odločiti, ali je primerno zamenjati, ker zamenjava tudi ni poceni. Ne more posameznik vsake 2 leti menjati posojil, gre za vprašanje stroškov hipotek, notarja in tako naprej. Vedno pa se lahko posamezniki tudi odločijo za to, da jemljajo variabilne obrestne mere in potem se jim obrestne mere prilagajajo glede na to, kaj se dogaja na trgu. Vaš odgovor razumemo takole. Kdor še ni obiskal bančnika in ima visoko obrestno mero, naj to vendarle stori. Ali narobe razumem vaš odgovor? Moj nasvet bi bil, da vsak, ki se sooča tako ali drugače z finančnimi produkti banke, se informira, ali so ti produkti, bodi si depoziti, bodi si posojila, njemu v danem trenutku najbolj primerna. Seveda je vedno primerno, da se vprašajo tudi, ali lahko optimizirajo svoje posojila, ali lahko dosežejo kakšne prihranke pri odplačevanju, vkolikor imajo ali pa če so preveč obremenjeni s svojimi posojili. V zadnje bančne bilance kažejo, da je v bankah še vedno lepo, da je donosnost kar velika, vendar ta upadla je. In tukaj se vprašamo o konkurenčnosti bank oziroma konkurenci med bankami. Logično je, da bi človek razmišljal, če je malo težje, da je pred nami mogoče še kakšna manjša bančna konsolidacija. Da vas vprašam takole, kakšno je vaše stališče do vprašanja, ali imamo v Sloveniji primerno število bank, ali je kakšna preveč, ali pričakujete še kakšno združitev, prevzem? Zdaj, slovenski bančni sistem ni nacionalen zaprt bančni sistem. Če bi bil takšen, potem bi morali na to vprašanje odgovoriti drugače. Slovenski bančni sistem je del evropskega, visoko konkurenčnega bančnega sistema, meje so odprte, posamezniki, podjetja grejo lahko preko meja, kar pomeni, da slovenske banke niso samo pod vplivom konkurence znotraj države, ampak tudi širše gledano. Drugo dejstvo pa je to, da je slovenski bančni sistem v evropskem merilu izjemno majhen. Celotni bančni sistem, teh dobrih 50 milijard evrov bilančne vsote, je za nekatero večjo državo pravzaprav predstavlja neko srednje veliko banko. Kar pomeni, da je vedno vprašanje optimizacije bančnega poslovanja. Za bančni sistem vemo, da dobro posluje v smislu velikih številk, tako imenovano pravilo velikih številk. Dobro posluje, seveda, kadar lahko operira z velikim številom strank komitentom na eni in na drugi strani. Torej je kakšna banka preveč? Lahko rečem to, da se bančni sistem v Sloveniji sooča z problemi stroškovne učinkovitosti, ki jo lahko seveda optimizira tudi z morebitnimi konsolidacijami. Smo pa imeli v Sloveniji kar intenzivno obdobje bančne konsolidacije, ne nazadnje od finančne krize 2008 oziroma kasneje potem ob dokapitalizacijah 2013, je kar nekaj bank se združilo, tako imamo zdaj že zelo koncentriran na ravni Slovenije bančni sistem, ampak kot rečeno, bančni sistem ne moramo gledati v izolaciji, ker ni v izolaciji, ker je del večjega. Ni pa izključeno, da ne bi se težnje po konsolidaciji nadaljevale. In okrepila. In da bi se to okrepilo, ampak
vedno mi kot nadzornik vedno gledamo stališča učinkovitosti bančnega sistema, zato da lahko bančni sistem opravlja svoj posel. Da je na eni strani je varen za vse depozitarje, ki posojajo denar bankam, in na drugi strani, da potem bančni sistem lahko oziroma je sposoben financirati podjetja, predvsem in seveda tudi gospodinjstva, in to je ključno. Takšen bančni sistem želimo, ki bo delujoč, ki bo ne nazadnje varen, zato rabimo profitabilne banke, in to je tisto, kar je bistveno. Centralne banke nekatere tudi kupujejo zlato kot rezervo. Cena zlata v zadnjih nekaj letih je kar opazno narasla. Ali imate ob tem, spoštovani gospod centralni bančnik, kakršnekoli občutke? Seveda imam občutke. Pri vseh naložbenih odločitvah smo v centralni banki še posebej pozorni. Mi imamo relativno velik portfelj naših naložb, ki nam zagotavlja prihodke, na osnovi katerih potem upravljamo svoj posel oziroma zagotavljamo naš mandat, in to nam zagotavlja tudi finančno neodvisnost. Z našim portfeljem se zelo resno ukvarjamo, imamo resne analize v zadju, imamo večnivojsko odločanje, in del naložbene strukture, ki je del strateške alokacije naložb, ki je razporejena v različne naložbene produkte, je tudi seveda zlato. In ni skrivnost, da smo v letošnjem letu nekoliko povečali naložbe v zlato, zdaj ga imamo že skoraj 4 milijarde, ampak to je del širše zgodbe. Namen našega investiranja je srednjeročno dosegati pozitivne učinke. Tukaj so seveda cikli, včasih smo bolj uspešni, včasih manj, ampak na dolgi rok je pa donosnost našega premoženja. Kaj v kriptu? Donosnost našega premoženja je pozitivna. Kar se tiče kripto, smo pa zelo konzervativni in teh naložb nimamo, niti o tem ne razmišljamo. A je zlato drago? Zlato je vedno drago. Drago je zlato. A je drago? To je vse vprašanje relativne primerjave glede na druge finančne produkte in glede na zgodovino. Če danes pogledamo ceno zlata v primerjavi z 20-30 let nazaj, seveda visok, ampak ne bi si pa drznil dati ocene, ali je bi rekel, drago, predrago, ali je na višku, ali je v kakšnem drugem ciklu. Veliko govorite, centralni bančniki, o digitalnem evru. In težko je pravzaprav ugotoviti iz vašega strokovnega izražanja, kaj pravzaprav digitalni evro je. Ampak jaz si to tako predstavljam, seveda poenostavljam. Imaš digitalni evro, pomeni, da imaš denarnico v telefonu, račun nekje pri centralni banki na nek način, in da potem s svojim denarjem, tako kot z gotovino, ker je v bistvu tudi račun pri centralni banki, v bistvu pač plačam produkt, storitev, karkoli že. Grem s telefonom, imam denarnico, jaz pravzaprav več ne rabim banke. Ali je moje razmišljanje povsem zmotno? Vaše razmišljanje, ne bom rekel, da je povsem zmotno, ni pa tudi točno. Mi želimo z digitalnim evrom približati, bi rekel, centralno bančni denar, torej ta javni denar, potrebam posameznikov in celotni družbi. Vemo, da se zanimanje za plačevanje z gotovino zmanjšuje, ljudje iščejo druge, naprednejše, bolj digitalne oblike plačevanja, mogoče tudi oblike plačevanja, ki so bolj preproste in tako naprej. Hkrati se moramo tudi v centralni sferi oziroma centralno-bančni sferi vprašati, ali je naš produkt, ki ga imamo, trenutno ponujamo samo centralno-bančni denar, gotovino, tisti, ki bo primeren za prihodnost. In razmišljanje o digitalnem evru je nekaj, na kar ne gledamo kot konkurenčnost ali pa konkurenčen produkt nekim drugim produktom, ampak gre za komplementarni produkt, ki bo omogočal plačevanje
ki morda zdaj ni omogočeno. Poglejte primere. Če danes plačujete prijatelju v Sloveniji, je to precej enostavno. Imamo nacionalno plačilno shemo, lahko si s telefonom prenesemo, če gremo skupaj na večerjo, si razdelimo, plačamo preko enega od... Ali z gotovino. Ali z gotovino. Ali z bančnega računa. Imamo SEPO, vse to je v redu. Imamo SEPO. Ampak to je pri bankah račun. Seveda, ampak če grem zdaj drugače, če bi šel pa jaz s kolegom iz Nemčije na večerjo in bi si želela po nemško razdeliti stroške te večerje, bi imel pa relativno velike omejitve. Ne bi mogel, če ne bi seveda želela plačevati z gotovino. To prenos sredstev med državami, kljub temu, da imamo enoten prostor, je relativno dolgotrajen, kompliciran in tako naprej. Torej, dovolite mi, da vas tako vprašam za konec in vem, da je to neprijetno vprašanje. Imamo banke. Banke načeloma služijo z izvajanjem plačilnega prometa in tudi razliko med aktivno in pasivno obrestno mero, torej kreditni posel in storitev plačevanja. Zdaj, če mi jaz imel digitalni evro, bo verjetno plačevanje prek banke, za katero mi zaračunajo neko provizijo, čeprav ne zelo veliko, pravzaprav nepotrebno. Torej, bančni biznis bo bolj odvisen od kreditov, manj pa od storitev plačevanja. No, bančni posel je že zdaj pod vplivom različnih ponudnikov plačilnih storitev, ki niso banke, in naš namen je seveda samo to, da vzpostavimo neko alternativno obliko plačevanja, panevropsko, ki bi bila za vse uporabna. Torej, konkurenca je potem, tudi če je komplementarno, je lahko konkurenca. Lahko grem. Po drugi strani pa veste tudi to, da trenutno sistem plačevanja z karticami v Evropi temelji na plačilnih shemah, ki niso evropske, ki izhajajo iz Amerike, ki izhajajo iz drugih, in tukaj gre tudi za vprašanje, suverenosti, vprašanje, ali lahko pričakujemo, da se nekoč neka administracija odloči, da postavi Evropo na črni seznam, in v tem primeru je evro dobrodošel, digitalni evro. In še nekaj, ne gre za konkurenco bančnemu sistemu. Posamezniki bodo še vedno morali imeti svoj račun pri banki, samo račun digitalnega evra se bo polnil in še tam bo omejitev. To ne bo neomejena količina denarja in še neka prednost je. Spomnite se primer Španije, ko so bile poplave. Če nisi imel gotovine, nisi mogel plačevati. Torej, bančne kartice ne delujejo v izpadu elektrike, v izpadu interneta. Ampak tudi telefoni, ne? Telefoni bodo delovali, oziroma rešitev z digitalnim evrom bo delovala v primeru, če ne bo internet in tako naprej. Torej, v tako imenovani offline rešitvi. Torej, banke ne bodo tako trpele zaradi digitalnega evra, ker se je našel nek kompromis tu, bodo pa pod udarom ponudniki plačilnih storitev, v mislih imam Visa in Mastercard, ameriška sistema. Ali poenostavljam? V bistvu je namen digitalnega evra med drugim tudi to, da v Evropi zagotovimo našo suverenost. Seveda, da smo neodvisni od kritične odvisnosti, kjer smo zdaj od sistemov, ki izhajajo izven Evrope. In še nekaj moramo povedati. Vsako leto za provizije različnih kartičnih shem iz Evrope gre kar nekaj milijard evrov denarja. In to je nekaj, kar lahko ostane potem v bančnem sistemu. In tudi zato menim, da se banke nimajo kaj bati, ker ta del plačevanja bo pa za vse uporabnike zastonj. Tudi za manjša podjetja, tudi za trgovce, za prodajalce, ki zdaj plačujejo visoke provizije kartičnim shemam, ki grejo potem izven Evrope in v Evropi ne pustijo nič, bo boljši. Kar pomeni, da so prednosti, ne gre za neko grožnjo bankam, gre za komplementar in tudi v smislu varčevanja digitalni evro ni temu namenjen, ker bo
omejitev v obsegu tega, koliko boste imeli lahko v svoji denarnici, če hočete na telefonu ali pa kje druge. Torej, povedali ste, da bo komplementarno bančnemu sistemu, niste pa povedali, da bo komplementarno kartičarjem. Zdaj, tehnične rešitve glede digitalnega evra se šele zdajle uvajajo. Prejšnji teden, oziroma ob koncu oktobra, smo na Governing Councilu ECB-ja zaključili s prvo fazo, začeli oziroma potrdili novo fazo digitalnega evra, ki se nanaša predvsem na tehnične rešitve, ki bodo takšne, ki bodo posameznikom, ljudem, uporabnikom primerne, blizu, takšne, ki bodo uporabne, in bodo v korak s časom. Točno, kakšna bo tehnična rešitev, še ne vemo. Vemo pa, da mora biti zelo inovativna, ker so tudi drugi ponudniki plačilnih storitev zelo inovativni, imajo različne uporabniške izkušnje. Uporabniška izkušnja digitalnega evra mora biti najvišja možna, mora biti, kot rečeno, v online, v offline. In poceni. In seveda poceni, tako. Hvala vam lepa, dr. Dolenc. Še to vprašanje za konec. Vsi govorimo o pomanjkanju kadrov, težko je dobiti ljudi. Ali imate s tem probleme tudi v Banki Slovenije? Nedvomno je dejstvo to, da imamo v Sloveniji tesen trg dela, zelo težko je dobiti kadre, usposobljene, visoko kvalificirane, visoko motivirane. To je nasplošno in tudi za Banko Slovenije tako drži. Ampak je pa Banka Slovenije kar konkurenčen delodajalec? Mi se trudimo biti konkurenčni, ker moramo biti. Seveda pa imamo kot vsi v Sloveniji izzive. Menim pa, da Banka Slovenije je inštitucija še vedno, ki privablja ljudi, ki privablja mlade z izzivi, strokovnimi izzivi, tudi z nalogami, ki jih upravljamo, ne nazadnje tudi z mednarodno vpetostjo, in da je kot takšna zelo zanimiva inštitucija. Plača seveda ni najpomembnejša stvar, vendar ne bi zmanjševal pomena plače. Kot rečeno, Banka Slovenije v smislu kadrov nastopa na trgu. Tukaj so pritiski zelo visoki, imamo neposredne konkurente, če temu tako rečem, v bančnem sistemu, v visokotehnoloških podjetjih. Naši zaposleni so zaposleni z zelo visoko izobrazbo, od diplomiranih ekonomistov naprej, tako da se treba temu prilagajati, seveda. Spoštovani dr. Dolenc, jaz vam želim čim več uspešnih kadrov in čim bolje premagujte izzive. Hvala vam lepa za pogovor. Hvala lepa. Poslušali ste Frankloskop. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod.